Lep pozdrav, gospe in gospodje. Pred časom sem dobil poziv Računskega sodišča, da v okviru svojih pristojnosti, če tako odločim, razrešim ministra za finance, dr. Francija Križaniča, da bi lažje ocenil upravičenost takega predloga Računskega sodišča. Sem bil zaprosil finančnega ministra, da mi posreduje celovito informacijo o ukrepih. To mi je tudi storil in danes ga bom, predem vas bom obvestil o svoji odločitvi in o razlogih zanjo tudi prosil, da jih zelo kratko povzame. Prosim, minister. Spoštovani, dober dan. Torej, Računsko sodišče je v svojem revizijskem poročilu naložilo Ministrstvu za finance med ostalim, ampak to se oporeka v sklepu ali pa predlogu zamenjave ministra, da v zvezi z delovanjem Slovenske odškodninske družbe kot agenta in za račun države spremeni dosedanjo zakonodajno ureditev, po kateri so se knjižili zneski, ki so bili plačani v ta namen. Tako da je ministrstvo sledilo navodilom in šlo dejansko v predlog sprememb zakona o Slovenski odškodninski družbi, oziroma imenuje se zakon o Slovenskem odškodninskem skladu, in pa tudi zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja. Obenem je na zahtevo Računskega sodišča izdelalo tudi začasno navodilo o načinu računovodskega evidentiranja poslov, ki bo omogočilo spremenjen način tega evidentiranja poslov, tako da bodo brez dvoma knjiženi v bilancah države. Obenem je tudi oblikovalo režim odplačne dejavnosti Slovenske odškodninske družbe za te namene. Poleg tega je Računsko sodišče Ministrstvo za finance naložilo tudi aktivnosti, da se povsod tam, kjer se odkrije, oziroma da je treba najprej odkriti, potem pa povsod tam, kjer posamezen gospodarski subjekt ali javni sklad deluje v imenu in za račun države, izvedemo enako operacijo spremenjenega načina knjiženja teh izdatkov v javnem dolgu oziroma v proračunu Republike Slovenije. Tudi tu smo skupaj z začasnim računovodskim navodilom začeli aktivnosti in sicer smo evidentirali še 3 nadaljne zakone. To je, moram prav, da bo natančno prebrano, zakon o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni za plembe premoženja, potem zakon o vračanju javnih vlaganj oziroma vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in pa zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save. V vseh 3 primerih imamo tudi podobne načine delovanja, ki so se razvili v preteklih letih in včasih tudi desetletjih. Tudi tu gre sedaj v spremembe. Mi smo ustreznim ministrstvom, to je Ministrstvo za gospodarstvo, morda Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in pa Ministrstvo za okolje in prostor naložili, da do 31. marca pripravijo ustrezne zakonodajne spremembe in pričakovanje, da bo do 30. junija to tudi v parlamentarnem postopku končano, medtem ko ožje zahteve, se pravi sprememba regulacije Slovenske odškodninske družbe, ki je neposredno v naši pristojnosti, bo zakonodajno rešena do konca januarja. Mi smo s tem izvedli vse, kar je bilo v naši moči na tem področju. Računskemu sodišču smo seveda hvaležni za navodila oziroma za usmeritve in podobno pričakujemo tudi v prihodnje. Računsko sodišče daje predsedniku vlade možnost, oziroma zakon o računskem sodišču, da se odloči, ali bo poziv spoštoval ali ne. Pri tem mora navesti argumente, če se odloči drugače, kot v svojem pozivu meni Računsko sodišče, in rad bi vas obvestil o svoji odločitvi. Dr. Francija Križanič ostaja finančni minister. Razlog za to je, da je to najbolj obremenjen minister v času finančne krize in kljub največji obremenjenosti glede regulacije finančne krize in gospodarskega okrevanja je uspel v veliki meri izpolniti
zadane mu naloge strani Računskega sodišča in, kot je rekel sam, še več. Jaz mislim, da sta to dovolj utemeljena razloga za to, da v tej diskrecijski pravici predsednika vlade, da odloči ali sprejme poziv ali ne. Namreč treba je povedati, da odločitev predsednika vlade, da ne sprejme poziva, ne pomeni nespoštovanja Računskega sodišča ali institucije pravne države. Da so ta dva razloga pretehtala. Torej, njegovo predano delo v času teh 2 let, prav gotovo, to se da nominalno in sicer dokazati, najbolj obremenjen minister, kljub temu izredno resno in odgovorno vzame v pretres zahteve Računskega sodišča in se na njo odzove. Na koncu koncev sta zdaj v parlamentarni proceduri kar 2 zakona, ki urejata to področje. Ta diskrecija mi omogoča, da torej premislim vse okoliščine, zato sem se tudi vzel toliko časa, menim, da sem se odločil prav. Dr. Križanič pa upam, bo v naslednjem času dokazal ne samo, da bo dokončno odpravil očitane pomanjkljivosti, ki ne sodijo tudi ne v njegov čas ministrovanja, ampak da bo svojim delom upravičil zaupanje javnosti. Prosim. Gremo na vprašanje na to temo izključno.